Banda, kako kaj je na drugi strani stekla? Biti skupaj nadaljavo je za nas že kar ena taka ustaljena praksa, je pa nadaljavo lahko še kar težava, če hočeš organizirati žur za rojstni dan. Tako kot... Kakšno naključje, dlih jaz imam jutri rojstni dan in to bo 17. In kakšen bo žur? Razmišljala sem, da bi šli ali kakšen bowling plac, ali pa mogoče, da bi imelo neki dvoranci, kakšen ples. To bomo še videli. Imamo zraven glavnega organizatorja kavunskih žurov, Davida Zupančiča, zdravnika. Zdravo. Ja, živijo. Hvala za to nehvaležno vlogo v tem času. Danes smo 12. oktobra. Ja. Žuri so še na nek način dovoljeni. Ja, zelo pomembno, da opredelimo, kateri dan je. Kot veste, se situacija res spreminja iz dneva v dan. Žuri so, kot vedno, dovoljeni, mogoče malo prilagojeni. Mi vsi upamo, da je situacija zdaj že boljša, kot je bila na dan, ko smo snemali. Lahko se pa tudi zgodi, da ne, in zato je eno najbolj glavno pravilo pri organizaciji žura, gospod David. Čim bolj odgovorno in fair do sebe, do drugih. Ker gremo k stvari. Iva, koliko bi si imela namen povabiti? Lana, Cindy, Alenka, 2 Kaji. Tadeja, Taja, Neža Mija, Lana. Upa še moja soseda Neža, ona je ful cool. Pa še Gada bomo, pa še Adam, Max, Tadeja. A bo šlo? Ja, mislim, nekaj sem se zgubil pri 15 ali 20, ampak mislim, da je za ta trenutek malo preveč, da bi lahko rekli, da je žur varen, za dobre prijatelje. Seveda treba poskrbeti tudi, da je za njih varno in za vas. In zdaj zunaj že čaka pol ljudi, mislim, ni ravno zunaj, ker smo vsi zunaj. Zato, ker je zunaj bistveno manj možnost prenosa in boljši zrak, ljubljanski zrak. Jaz bom ljudi vabila not, Iva bo merila razdaljo, David bo povedal, koga še lahko pripeljamo, nekaj bo pomoglo stati zunaj. Žal. Cindy. Malo bolj lahko proti meni, evo. 252 cm. Še enega na drugo stran. Ja, ta bo malo zadnji, zdaj. Če mu je vseeno, pol Ta ne mara plesati, ker sem na žur prišel zaradi hrane. Ja. Da še tega nima, ja. Niso puske. Bogi. 293. Super. Zmenjeno. Pa nujno je, da imamo na vsakem žuru eno stane brez glave, ne? Definitivno. 268. Tista dva se imata rada, vidim. Ja, morate iti na razen. Mislim, mogoče sta pa iz istega gospodinjstva, če še skupaj živita. Ja, golota je njuna skupna točka. Če združimo oboje, imamo enega oblečenega. Prosti, ti boš mogla domov. Kaj je preveč nas. Sorry. Dobro je, no, nekje 8 ljudi smo spravili na tako mesto. 8 zdravih ljudi. 8 zdravih ljudi. To, ko vabimo, ko prepričujemo ljudi, da se nam pridružijo kljub tem groznim časom. Prosim, ne pridite, če imate vročino, če kašljate. Drugače lahko zdaj na žurki sploh plešemo, ali je to prepovedano? Glede na to, koliko sta bila stran, se meni ne zdi čisto nič narobe s tem. Ljudje si ples predstavljajo ponovadi skupaj z nekom in v tem primeru žal ta trenutek ni zelo varno. Ja, kaj pa, če recimo imamo ples v maskah, pa lahko plešemo tudi skupaj? Mislim, definirajte zdaj tle masko. A to bi šlo? Ja, mislim, če govorimo o tem, da bi to kaj ustavili, ne ustavil nič kaj, razen mogoče kakšnega potencialnega snupca, ne? Končno. Ja, saj korona je dober izgovor, greva plesati korona. Ustavite. Ja. Virusa seveda ne. Še slabši primer bi bilo, če bi se začeli to malo podajati, kjer maska je bolj zanimiva. A potem je edina dobra stvar, da je teh antikoronskih žurov, da mora biti na vsakem alkohol. Mislim, da pri večini žurov tudi prej ni bil problem. Mogoče ne v tej obliki, no, ampak ta oblika alkohola je zelo dobrodošla. Za zunanjo uporabo. Seveda za zunanjo uporabo, prosim, ja. Sicer bo korona vaš najmanjši problem. Za zunanjo uporabo ob dotikanju sploh kakšnih skupnih površin, ob dotikanju kakšnih kozarcev in tako. Seveda pa nikakor ob tem ali brez tega čim manj dotikanja svojega obraza. To je tam, kjer virus prije not, v oči, usta, nos. Če se pusti to na miru, smo kar navadni, sploh če smo tako zunaj. Zdaj, ko ne smemo si steklenice podajati, ne? In je ful huda nevarnost pač prenosa iz ust v usta, zdaj pa kaj pa, če imamo tako prizgano napravo za malinovec, recimo. A to bi pa lahko, da bi si pač... To se mi zdi kar taka zanimiva ideja, ne?
Snežko. Tako bom rekel, če unka je ta Marinovec dal tja not, zdrav človek, a ne, da je lepo zmešal higiensko, jaz ne vidim nobenega tveganja v tem, da nekoga ustreliš s tem. Od razdalje 2 metrov, recimo. Ali pa še več, če si dober. Zdaj mi smo ful vzorni, žuramo zunaj, a lahko gremo mogoče not? Ja, malo mrzlo je. A ne. Ja, zdaj imam že malo slabe vesti. Ja. Seveda lahko gremo tudi not ob upoštevanju varnostnih razdalj, mask in to, ampak vedno je boljše biti zunaj in manj nevarnosti za okužbo je, če smo zunaj, svež zrak, kroženje zraka, vse te stvari. Iva, si mogoče ti razmišljala, da bi imela žur kar prek Zuma? A veste, da sem? Vse najboljše! Hvala, hvala. Totalen žur, kaj vidva? A ne boste med z mano proslavila? Prijem zdaj jaz, po tortico. Ej, varnostna razdalja, ustav se. Odstrani se pošast. Ta koronavirus nima nobenega smisla za romantiko, še nobenega smisla za prijateljstvo nima več. Sorry, not sorry. Sploh nima kaj dosti smisla, žal. S pametjo, ne? Tako da se še vedno dobro žura, pa da se ostanemo zdravi ob tem. Pa da se kmalu vidimo v živo. No, jaz jim pa še zaželela svojo željo, da bomo vsi zdravi na tem svetu in da bo tele korona trenda končno konc.